zdaj jaz sem res čist na, bomo nič formalno, neformalno oziroma dejstva na mizo, pa bomo pogledali, kaj lahko iz tega naredimo. Jaz se pogovarjam dovolj recimo z, kot sem rekel, z direktorji podjetja. Včeraj sem se ravno pogovarjala z enim lastnikom gostišča, in seveda pač nima, pač išče kader, je malo bolj odročnem predelu Slovenije. Potem recimo zadnjič sem se tudi pogovarjala z direktorjem pač tudi tega tehničnega podjetja, pa proizvodne, pa tako naprej. In ni tehničnega kadra, ni delovne sile, to se kar nekocinim, ko to slišam, no? Ampak ljudje nočejo delati, imajo previsoka pričakovanja, na ljudi se ne moremo zanesti, vlagamo v njihov razvoj, potem pa gredo stran. Lažejo in izkoriščajo in po možnosti celo kradejo. Ste se kdaj vprašali, zakaj je temu tako? Zakaj je temu tako? Lej, jaz sem tako rekla, če bi nekdo iz enega planeta priletel sem, in se samo v bistvu pač nekako, kaj se zdaj tle dogaja, in bi sam poslušal, kaj je neko splošno mnenje, je to splošno mnenje. To je splošno mnenje, ampak to ni dejansko, to je samo, bom rekla, ena stran tega, kar se dogaja, ni pa to absolutna resnica in ne more biti absolutna resnica. Zdaj, jaz sem imela še seznam napisan, kaj ljudje povejo, kaj so meni ljudje povedali. Se pravi, od tega, ne vem, ne more me toliko plačati, oziroma ne morem jaz toliko malo delati, koliko me lahko plača, ali pa ogromno ljudi zaradi toksičnih odnosov na delovnem mestu res želim dati odpoved, ampak ne morem, zato ker moram plačati račune. Zato ker pač nimam alternativne možnosti. In takih je, ne bom rekla, ne, na tisoče, pa jaz pa tudi recimo, res sem imela na tisoče ljudi v bistvu zdaj v vseh teh letih, ki pač mi ponavljajo to sporočilo. In to so stvari, o katerih se je treba pogovarjati. Zdaj, jaz sem ogromno teh zgodb, se pravi zgodba o skrivnem talentu. In sem rekla, recimo eno bom zdaj povedala, ker sem bila, že ko sem v bistvu ustanovila svoje podjetje, so me potem poklicali, če lahko pomagam pri rekrutaciji za eno dost, bom rekla, znano slovensko podjetje, ker so iskali, ker v bistvu ki imajo tole, delajo hladilne sisteme za računalniške komponente oziroma za računalnike, in so iskali enega predstavnika v centru za podporo strankam. Zdaj, kaj bi ta človek mogel delati? Največ pač v bistvu na telefon, se javljati, pač povedati, kaj se dogaja, recimo, kje je njihovo naročilo, ker pač imajo preko spletne strani in tako naprej. Nič kaj, da bi zdaj rekla, da bi pač potreboval doktorat za to delo, niti približno ne. No, in ker sem jaz v bistvu iskala ljudi in sem se pogovarjala z ljudmi, potem, ko dobim CV, jaz vedno vem, da to, kar je v CV-ju, je nekaj popolnoma drugega, kar se ti s človekom pogovarjaš. Zaradi tega, ker ljudje enostavno ne znajo oziroma si ne upajo povedati, kdo v resnici so, ampak dajo na CV to, kar mislijo, da se pričakuje od njih, da morajo napisati, da pač ustreza nekemu delovnemu mestu. In recimo je bil pač en gospod, ki se je prijavil na CV-ju popolnoma, se pravi na življenjepisu, popolnoma, neprimeren v primerjavi s tem delovnim mestom oziroma zahtevami. Se pravi, delo je v neki proizvodnji, oni so iskali nekoga, ki dela že v klicnem centru ali pa v nekem podpornem centru in tako naprej. Potem ni imel ta prave izobrazbe, oni so hoteli, ne vem, ekonomista, neki. In potem, recimo, ko sem se jaz začela z njim pogovarjati, sem ga jaz vsem poklicala, ker sem pač čutila, da tle v zadnji je nekaj več. No in mi je povedal, Anja, jaz že, ne vem, 10 let za hobi razvijam v svoji garaži te sisteme in jaz poznam vsako komponento, ampak enostavno nisem imel poguma oziroma nimam poguma, da se izpostavim na tak način, ker to je moj hobi. Vsi me nekako pač vidijo, celoten svet me vidi v tem, da jaz delam v proizvodni, delam za minimalca, vse in pač enostavno jaz ne vem, kako naj grem iz tega in takih ljudi je ogromno. In potem jaz pač njim seveda to povem in sem rekla, on res si želi dobiti priložnost, da pride v vaše podjetje, vse mu je jasno. A mislite, da so ga vzeli? Niso ga. Zaradi tega, ker se jim ni dal spustiti na to človeško raven, ker se jim ni dal spustiti na to raven, kaj so talenti, ne to, kar so pač roboti.
In kaj recimo je moj, to je zdaj, tudi en podatek, ki mogoče je malo, bom rekla, provokativen, ampak to so dejansko rezultati raziskav, da korelacija med delovno učinkovitostjo in izobrazbo je zelo nizka, oziroma ne obstaja. In to je pa tole. Kaj pomeni? Se pravi, tukaj imaš 100 let nekih raziskav od zadnja. In kaj pomeni to? Se pravi, na delovno učinkovitost, ker jaz, ko sem bila recimo, ko sem še delala na kadrovski agenciji, pa so mi ljudje rekli, oziroma pač delodajalci, joj, ta nima ta prave izobrazbe, ta se zihar ne bo znajdlo, ta ni, ne vem kaj, ta zihar bo rabo ful časa, da bo prišel noter. Ni res. To so predpostavke, to so predvidevanja, ki ubijajo to, bom rekla, ta flow, da se pač stvari dogajajo, da podjetje zaposlujejo. In jaz sem videla ogromno pač zgodb, kjer podjetja sama, prav dejansko na nezavedni ravni, sama postavljajo rešetke pred vrata, pa jamrajo, da pač ne najdejo kadrov. Čisto. In recimo, cognitive abilities, to pomeni pač, da so, koliko so ljudje, bom rekla, inteligentni, oziroma kako imajo pač sposobnosti, te kognitivne sposobnosti razvite. Potem soft skills, to je še bolj pomembno. Work experience nima niti, mislim, res ima minimalno povezavo in pa nazadnje education. Ker recimo, vsak, ki me danes pozna, mi reče, ok, Anja, kaj si ti študirala? Ker jim povem, kaj sem študirala. Jaz sem študirala, jaz sem bila na FDV-ju, naredila sem, z odliko sem diplomirala na politologija, teoretska analitska smer. Jaz nimam kadrovske izobrazbe, ker jo ne rabim. In potem recimo šla sem še na magisterij in imam mednarodno poslovanje. Začela sem v prodaji in sicer moja prva služba, izkušnja, res taka, je bila prodaja knjig od vrat do vrat v Angliji. Danes predavam po celem svetu, recimo, kako zaposlovati ljudi. Tako da to nima veze, kaj so ljudje pač počeli, ampak vprašajte jih, kaj si ti danes želiš početi, pa kaj verjameš, da lahko in ti bomo pomagali, do tja pride. Tako da to so recimo eni taki uvidi. In potem zelo pomembno vprašanje. Jaz dostikrat podjetje vprašam, dajte se vi sami vprašati, kaj sploh želite. Se pravi, a vi želite ljudi, ki delajo za vas, ali želite ljudi, ki delajo z vami? A ste se kdaj vprašali to vprašanje? Malo spremeni zadevo, Ker če ti rečeš nekomu, jaz hočem, da ti prideš delati za mene, jaz ti dam plačo in ti boš naredil čisto vse, kar ti bom jaz rekel, zato da boš ti dobil plačo, zato da boš lahko preživel, je to čisto nekaj drugega, ker ljudi, ki delajo z vami, recimo tako kot vi, se pravi, da vi nekako izobražujete kadre in rečete, lejte, mi bomo skupaj, mi vam bomo pomagali najti delodajalca, s katerim boste vi skupaj spreminjali prihodnost, s katerim boste vi skupaj spreminjali svet. In to mladi želijo danes. To mladi želijo. Se pravi, to je bilo včasih, to je pa danes. In razkorak med temi dvemi je vedno večji. In podjetja, ki se bojo osredotočala na to, jim ne pripisujem precej svetle prihodnosti. Seveda bojo še obstajala. In še vedno bojo obstajali ljudje, ki bojo rekli, meni je vseeno. Ampak po večini pa vam lahko garantiram, da se premika v drugo smer. In potem pa recimo, ko se pogovarjam s podjetji, kakšna je razlika za vas? Se pravi, če vi rečete ljudje, ki delajo za vas, pa ljudje, ki delajo za vami. Kakšna je razlika? A morate vi njih plačati več? Ne, ni treba, ampak, se pravi, kakšne stroške, pod črto, se pravi, kaj vi v bistvu žrtvujete za to, da se predstavite v to skupino? Nič, razen tega, da ste iskreni, pa da ste transparentni, pa da jim pokažete, da vam je mar. Sam to želijo, pa da jim pokažete, da niso ujeti na nekem delovnem mestu, ampak ga boste podprli v njegovi osebni, jaz pač to delam seveda na spiritualni rasti in pa seveda tudi na neki karierni rasti. Zaradi tega, ker tako, kot sem rekla, človek, ki začne neko kariero, se bo čez 1 let, 2, 2 leti, 3 leti se bo spremenil, ker pač se bo spremenilo njegovo življenje. Vi verjetno tudi niste ista oseba, ki ste zdaj danes tle, ki je bila 3 leta nazaj.
koliko enih stvari se je v vašem življenju spremenilo in na tak način je treba gledati za ljudmi in jih na tak način v bistvu komunicirati. Jaz sem delala zdaj 1 let pa pol z enim zelo uspešnim startupom, ampak to je tehnološki startup, ki so zaposlovali, so iskali strokovnjake iz področja umetne inteligence. In teh pač res ni veliko, še posebej na takem nivoju, nekem revolucionarnem in za res specifičnimi znanji. In takrat, oni so imeli res ogromno pač nekih ponudb za zaposlitev. Mi smo bili startup, plačali smo jim 2-krat manj, ker pač enostavno nismo imeli na začetku toliko, da bi jih lahko pač plačali toliko, so hotela, oziroma koliko so jim dali drugi. Ampak, ker sem jaz njih vprašala, daj mi sam nekaj poveja, kak efekt, kako ne zdaj po slovenščini povem, se pravi, kaj hočeš pustiti za sabo, kakšno zgodbo pustiš za sabo, kaj je tvoja želja, se pravi, kje ti lahko mi pomagamo, če ti hočeš narediti neko spremembo. No, to je pa potem bila ta, se pravi, neka točka preloma. In so se raje za nas odločili, zaradi tega, ker so videli, da jim bomo dejansko pač pomagali pri teh njihovih ciljih. In ti cilji so čisto drugačni cilji, ki si pač na splošno ljudje pač predstavljajo oziroma delodajalci. Ena stvar, ki bi rada še pač omenila, recimo jaz podjetjem dosti pomagam pač pisati oglase, in sicer gre se za to, da večino oglasov, ki jih lahko vidite na kakšnih spletnih straneh ali pa na teh portalih, jaz temu rečem, da so brez duše. Enostavno nimajo duše in ljudje na drugi strani, ki to berejo, nič ne čutijo. Razen tega, moram najti službo za to, da preživim. Zdaj pa, a je to message, ki ga želite dati ven? V redu, tudi ni problema. Ampak po drugi strani se pa treba pač nekako zavedati, da je zaposlitveni oglas, zato se reče oglas, se pravi, da mora vsebovati marketinške koncepte, marketinške elemente. Ampak to ne pomeni manipulacija, to pomeni popolna transparentnost. In recimo, tukaj je en zelo zanimiv primer, ne vem, koliko ste kje pač seznanjeni. Ernest Shackleton, to je bil, kdo pozna? Kdo slišal za Ernesta Shackletona? Ne? Ernest Shackleton, to je bil v bistvu raziskovalec, tam nekje na začetku 20. stoletja, zelo znan raziskovalec, ki je imel ekspedicije na Antarktiko. In ena zelo zanimiva ekspedicija na Antarktiko se je zgodila, da so šli in je seveda iskal ljudi, ki bi šli z njim na ladjo. In je dal tale oglas ven. Men wanted for hazardous journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return, doubtful honor and recognition in case of success. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da je objavil oglas za izjemno nevarno potovanje, za majhno plačo, da jih bo zebel, da bojo dolge mesece v popolni temi, da bojo v nenehni nevarnosti in da možno tudi, da se ne bojo vrnili. Ampak, če se pa bojo vrnili, bojo pa znani in bogati. Koliko mislite, da se jih je prijavilo? Veliko. Na tisoče. Na tisoče. In zakaj? Zato, ker je bilo tako odkrito. Tako, točno tako. Predeti visoke pričakovanja. Točno tako. In to je point. To je point. Jaz recimo, kad delam s podjetji v tujini, jim je to že nekako jasen tlepar, nas je to še kar, jaz bom tako rekla, ta politična korektnost, politična korektnost jaz ne maram. In če se nekdo, mislim, z podjetja, s katerimi sodelujem, če se želijo nekako pogovarjati na ravni politične korektnosti, prekinem sodelovanje. Ker jaz nimam interesa, da bi mi oni plačevali za nekaj, kar oni želijo narediti, ampak jaz imam interes, da jim pomagam, da rešijo svojo težavo. In to bojo lahko samo na tak način naredili, če bojo popolnoma transparentni. Tudi jaz ne vem vsega, definitivno ne. In se pri vsakem primeru se tudi jaz učim, ampak vem pa nekaj. Ljudje želijo iskrenost in ljudje želijo transparentnost. Če bi kogarkoli izmed vas zdaj, pa tudi če ste zdaj ne vem v kakšnih vlogah, ampak če bi iz kakršnega koli razloga mogli spremeniti to vlogo, ali pa da ne bi bili več v tej, ne vem, pač se zgodi, in da bi se znašli v vlogi, se pravi nekoga, ki išče zaposlitev, kaj bi si vi želeli? Dajte se to vprašati.
Dajte se to vprašati. Ni vse tako uklesano v kamen, da bo pač to varnost in stabilnost, da je zagarantirana. Ni. Meni ni problema pač iz osnovne oziroma iz osebnega življenja povedati. Meni so se sanje v življenju 3-krat sesule. Jaz sem imela vse, ti veš. Jaz sem imela vse. Jaz sem imela sanjsko življenje, dom in vse. In v enem trenutku se je vse sesul. 3-krat sem bila odpuščena. 3-krat sem bila odpuščena iz različnih podjetij, kot tehnološki višek. 3-krat. Brez vsega, brez odpravnine, brez vsega. Tako da ne se zanašati na to. Dajte se spustiti na človeško raven in vsakič, ko se boste pogovarjali z nekom, si rečete pismo, lahko je tudi drugačne. Dajmo se pogovarjati na taki ravni, se pravi, kaj vi pošiljate ven, kakšno energijo. Zdaj, jaz ne bom tle govorila, kako morate meditirati, ampak morate vedeti, da vi oddajate energijo. Za vsakim pogovorom, za vsakim tekstom, vse, kar date od sebe, vi oddajate eno energijo. In kar bo prišlo nazaj, je odvisno od vas. Od vas. To, da vas ljudje ne najdejo ali pa da ne dobite ta pravega kadra, meni je zelo žal, da to rečem, čistami ste krivi. Zaradi tega, ker ne date pravega sporočila ven. Res. Ker na drugi strani, ko se jaz pogovarjam z ljudmi in mi rečejo, Anja, jaz ne morem, jaz ne vem, kaj še ne naredim, mene sploh ne vidijo, mene sploh ne opazijo. Jaz sem tam nula, ali je to v podjetju, ali je pa to nekdo, ki išče zaposlitev in gre in pošilja prošnje in vse, in na drugi strani sploh ne vidijo. Mislim, to je pa, in to so taki fenomenalni talenti z takimi idejami, ki bi jim recimo neke, ne vem, izzive takole rešili, pa to res iz srca govorim in v dobro vam, tako bom rekla. In tega se tudi treba zavedati. Nekdo v vašem podjetju je zagotovo, na nek način, posredno ali pa neposredno, že povezan z osebo, ki jo želite ali pa potrebujete. Koliko so recimo velika vaša podjetja? Koliko je zaposlenih? Če lahko vsak pač pove. 250, ok, super. Naprej? 40. Ok. Jaz sem mislim. Ok. Ok, cool. Recimo 250. 250 ljudi. Ok, dajmo zdaj pač malo par korakov nazaj. Se pravi, bila je opravljena raziskava, ne vem, koliko poznate 6 degrees of separation. V današnji dobi interneta, socialnih omrežij in vse, kar pač imamo na voljo, se pravi, to je bilo še prej, je bilo nekako ugotovljeno, da je vsak človek z vsakim drugim človekom, se pravi, na svetu povezan preko 6 kontaktov. Preko 6 kontaktov, ok? Kar pomeni, zdaj preko socialnih omrežij in tako naprej, je pa zdaj ta številka še nižja, se pravi 3,5. Kar pomeni 250 ljudi v vašem podjetju, ok? Vsak človek v vašem podjetju, ima, recimo, da poznanstva in družine vsaj 100 ljudi. A jih ima? No, recimo, ok, vzamemo vas, ok, za primer. Vi imate okrog sebe, ne vem, zdaj, pač ste nasmejana, prijazna, verjetno 1000, ampak recimo, se pravi, vi imate okrog sebe 1000 ljudi, to je, se pravi, prvi kontakt. In ta človek nekje v vašem ima okrog še 1000 ljudi. A me razumete, kaj hočem povedati? Se pravi, da smo vsi povezani med sabo. Zdaj pa, če boste vi na tak način dali message ven, se pravi, tudi za vaše zaposlene, hej, pa ne mi rabimo nekoga, zdaj vi ste tle zaposleni, na vas je, da mi najdete nekoga, da pripelete, ali pa vam bomo dali, ne vem, za pico ali pa 100 evrov več, zato da meni ne bo treba iskati, zato da ga boste vi našala. Ne gre tako. Ampak morate jim pokazati, da smo res vsi med sabo pač povezani. In dejansko najboljši rekrutorji so, nekaj nazaj dala, vaši zaposleni. In če boste recimo to tudi njim povedali, ne vem, jaz sem pač imela opravka tudi za programerji poznajo programerje, ok? Potem recimo, če rečeš, ne vem, zdaj taka fama s temi varilci. Varilci poznajo varilce. En varilc, vsaj enega varilca pozna, pa to vam garantiram. In to so take stvari, o katerih se ne razmišlja. In če bi vi dali na tak način ven, sporočilo, vam garantiram, da bi vsaj enega ali pa dva dobili. Mislim, meni je to zdaj čist naravno in mogoče zdaj sem čist
evo, zdaj si snima, noter padla, ampak dejansko to je resnica. To je resnica in jaz sem zato tle, in tudi v Sloveniji sem zato tle, da širim to zavedanje, kaj je sploh možno. Ker to, kar se zdaj dogaja, to, kar pač počnete, super, vsi smo strokovnjaki na svojem področju in prav je, ampak če pa nekaj ne deluje, tako kot je gospod Votrič prej rekel, ne, če se ta muha non-stop zaletava v neko okno oziroma šipo, ja, prej slej bo poginilo, no. To je zaključek. A ne? Če se ti pač non-stop zaletavaš v neko šipo in skušaš priti čez kjer pač ne moreš, enostavno ne moreš, ker muha pač ne pregrize stekla, a ne, nima nadnaravnih sposobnosti, ampak se mora obrniti pa iti čez vrata. In to je opcija. Ogromno je rešitev, ki jih lahko naredite. Ali je to sporočili, ali je to za neko interno komunikacijo. Ne vem, ogromno, res je precej opcij v samem podjetju. Jaz nisem strokovnjakinja za procese, sodelujem pa z ljudmi, ki so strokovnjaki za procese. A ne? Nisem strokovnjakinja, ne vem, za plače ali pa za vodenje. Jaz še nisem vodila 250 se pravi ljudi naenkrat, a ne? Ampak sodelujem pa z ljudmi, ki jih vodijo in jim tudi svetujem. In skupaj z roko v roki, a ne, ker si širimo zavedanje, kaj vse možno, prihajamo do fenomenalnih rezultatov. Tako da, jaz bi mogoče še na koncu omenila, no, pač en tak eksperiment, ki sem ga naredila, se pravi, kadrovska agencija. Vsi, ki pomislite kadrovska agencija, aha, ok, to sem tudi jaz pač valjda počela. Se pravi, podjetje pokliče kadrovsko agencijo, mi potrebujemo prodajnega inženirja, recimo jaz sem jih na stotine pač poiskala takrat, vem, kako pač stvari funkcionirajo in potem seveda se prijavijo in tako naprej, ali pa jih mi poiščemo. In se pač poveže podjetje z nekim kandidatom. No, tega jaz ne počnem. Jaz imam malo drugačno kadrovsko agencijo. Jaz sem kadrovsko agencijo, ki opolnomoči seveda ljudi, a ne, ki iščejo zaposlitev za to, da imajo ta prave informacije, tako kot smo se zdaj mi pogovarjali, da se znajo predstaviti, da se zavedajo svojih talentov, da jih ni strah in tako naprej, a ne, da niso v podrejenem položaju in pa na drugi strani sodelujem s podjetji, predvsem za kadroviki, mentoriram kadrovike, da jih nekako prenašam, jaz ne bom rekla učim, ker nikoli pač mi se učimo drug od drugih, a ne? Mi smo učitelji drug od drugega, se pravi, da se opolnomoči za nekimi znanji, ki jih mogoče nimajo, ker pač verjetno na kadrovski šoli tako vas ne učijo marketinških konceptov, ampak to je nepogrešljivo v današnjem času. Če ste vi prisotni na spletu za nekimi kadrovskimi sporočili, ja, morate vedeti, kako pač poteka, se pravi, izkušnja kandidata, kako poteka recimo ta zaposlitveni proces iz marketinškega vidika in kako ljudje na to gledajo. A ne? In se pravi, delujem na obeh straneh, potem imam pa eno spletno stran oziroma Facebook skupino, v kateri je že zdaj skoraj 900 ljudi, Mindful Job Hunt. In tam noter jim rečem, lejte, pejte tam noter, pa se najte. A ne? Jaz vas ne bom skupaj povezvala včasih tudi, ampak zato ne računam, da jaz povezujem firme pa ljudi, ampak opolnomočim oboje, da imajo prave informacije, potem se pa lahko med sabo najdejo. Tako da, evo, to je z moje strani. Krasno. Hvala.